Prijetne dneve in lep praznik v Slovenskih Konjicah ste združili tudi z mednarodno dejavnostjo. Danes imamo obisk iz tujine. Ja, res je, za danes smo se uspeli uskladiti, da je delegacija iz švedskega mesta Sollefteå prišla ravno v teh dneh na obisk skupaj z gospo županjo Elisabeth Larsen in še 3 njenimi sodelavci. Ta današnji obisk oziroma obisk v teh dneh je kot posledica našega obiska v lanskem letu, kjer smo prvič obiskali to švedsko mesto, ki leži nekako na sredini Švedske, v geografskem smislu rečeno, glede narave, glede pogojev za življenje pa seveda predstavlja že skoraj tisti pravi severni kruti del Evrope, kjer uspeva samo trava in pa nizko gozdno drevje in tu in tam kakšno žito. Seveda se pogoji za življenje tam povsem drugačni kot pri nas. Res pa je, da se je to sodelovanje porodilo ravno na osnovi sodelovanja Mladinskega centra Dravinjske doline in pa njihovega mladinskega centra, kar je zopet dokaz, da mladi ne poznajo več meja. V preteklosti smo si po Evropi postavili toliko administrativnih ovir in meja, ki so onemogočale sodelovanje med narodi, med kulturami, med različnimi jezikovnimi skupinami in za odpravo teh meja in pa z uvedbo enotne evropske valute je resnično postalo potovanje tako enostavno, kot ni bilo še nikoli. In ravno mlajša generacija dokazuje, da je sodelovanje danes mogoče po celi Evropi in pa seveda jaz se nadejam temu, da bomo tudi po celem svetu čedalje lažje potovali. Pravzaprav so se te razdalje, pojmi o tem, kaj je to blizu, kaj je to daleč, povsem spremenili. No, iz tega sodelovanja si obetam predvsem to, da dvignemo našim ljudem, prebivalcem občine Slovenske Konjice in tudi širše samozavest, ker takrat, ko vidijo življenje v drugem kraju, ko vidijo, da smo pravzaprav, kar se glede znanja jezikov, glede kulture, lahko povsem enakovredni ostalim evropskim narodom. No, švedske delegacije verjetno z nami ne bo novembra, ko bomo praznovali martinovanje, se pravi, ko bomo krstili mošt in bo nastalo vino. Še ena dobra prireditev nas bo čakala. Moj namen je, da s tem, ko povabimo ljudi iz različnih delov Evrope, da se kot občina odpremo, kajti v teh formalnih navezavah, teh formalnih stikih se marsikje od zadaj skriva tudi kakšno konkretno sodelovanje, tako na kulturnem, predvsem pa računam tudi na gospodarskem področju. Hvala. Z nami je tudi gospa Elisabeth Larsen, gostja iz Švedske, županja švedskega mesta Sollefteå. Mrs. Elisabeth, how do you feel in Slovenia, in Slovenske Konjice in today's event? I feel great. I think it's just marvelous. We have seen so much of the beautiful nature you have here, and this is an experience itself with all the happiness around it. So we are so happy to be here. Our mayor, Mr. Gorinšek, said he wants to stay in contact with your delegation, with your town in Sweden. How do you feel about it? I think it's important, and not just because we can come here and visit you and have a nice time. It is important to the young people that we can know each other and share our different cultures. So I'm happy about it. We wish you a pleasant stay in Slovenia till the end of your visit. I have heard you are planning to visit some towns in Slovenia. Yes, we are. We have a full program. So we will see a lot, and we will have so many things to tell Sollefteå community when we arrive home again. Thank you again. Thank you.